Po dnevih sneženja smo prave zimske temperature dočakali šele proti koncu meseca februarja. Verjetno najnižje temperature letošnje zime od povprečja ne odstopajo več, tako kot je bilo januarja lani. Bil je mrzel januar 2017, pa topel februar, letos pa je bil zelo topel januar, 4 stopinje toplejši od dolgoletnega povprečja, medtem ko je bil lanski dobre 3 stopinje pod povprečjem, se pravi razlika med januarji je bila več kot 7 stopinj, če primerjamo lanskega in letošnjega. Letošnji februar bo pa podpovprečen glede temperatur, ne bo pa izstopajoče podpovprečen. Izstopajoč mraz je pravzaprav nastopil sedaj zadnje dni februarja šele. Temperature, ki se na naših koncih nekaj zaporednih dni ne bodo dvignile nad ničlo, na zimsko kurilno sezono nimajo večjega vpliva. Na letni bilanci to ni neki učinek, se pravi, en teden praktično imamo recimo porabo enkrat večjo kot med ostalimi, recimo bolj zmernimi zimskimi tedni. Načeloma milejša zima je marsikomu omogočila nižjo uporabo energentov. Za hladnejši teden lahko pričakujemo izdatnejše gretje, zaradi česar bo tudi zrak bolj onesnažen. Zelo velik delež meščanov še ogreva na drva, na premog ne toliko, zaradi tega, ker premog je vseeno pri nas relativno drag energent, ker je pač obdavčen tudi do neke mere. Ampak drva so pa dokaj pogost energent in težava so pač predvsem te starejše kurilne naprave, ki ne omogočajo kvalitetnega zgorevanja lesa in na ta način prehaja dosti, se pravi, nezgorelih plinov in saj v ozračje in posledično imamo pač v Mariboru, tako tudi v marsikaterih drugih krajih, povečane količine saj pa finih prašnih delcev v zraku. Skupna cena gretja na kurilno sezono je zelo odvisna od naših potreb. Bolj kot imamo urejeno toplotno izolacijo, manj porabimo. Zadnje čase pa se pozna tudi prehod na novejše, za okolje bolj prijazne energente. Zdaj najbolj popularno je seveda, da se zamenjujejo energent ogrevanja, kar pomeni, da prehajajo na toplotno črpalko. Seveda je pa pogoj, da dosežemo največjo učinkovitost, je seveda izolacija samega objekta. Drugače pa seveda tudi zamenjava oken, kalorimetrov na radiatorjih in seveda izolacija kleti. Podobno kot z ogrevanjem v hišah je tudi v blokih, ker imajo skupne ogrevalne sisteme. Tam so uveljavljeni korekcijski faktori, ki če so pravilno izračunani, te razlike nekje poravnajo. Se pravi, korekcijski faktor zdaj po novi zakonodaji se računajo tako, da se naredi praktično kot en izračun za vsako stanovanje posebej in potem se to glede na skupno porabo preračunajo deleži. Kljub na splošno milejši zimi, tovrstne temperature za konec februarja niso značilne. Tako izrazitega mraza konec februarja, začetek marca ne pomnimo že vsaj 13 let. Podobno je bilo na prehodu iz februarja v marec leta 2005.